Literatke vezi, ki delujejo v okviru Mirnskega društva upokojencev, so v sodelovanju z občino Mirna pripravile tradicionalno pogovorno glasbeni večer Mati, kruh in rože. Gre za dogodek, ki ga pripravljajo ob dnevu žena in materinskem dnevu ter ki ga posvečamo vsemu ženskemu rodu, ne glede na to, ali je dekle, žena, mamica, babica, ker mislim, da smo ženske tiste, ki grejemo ognjišča, ki grejemo naše dojenčke in ki ustvarjamo v glavnem nova življenja tudi. Literatke vezi sicer delujejo že 7 let. 6 nas je, s Tonetom predsednikom nas je 7, on tudi včasih kaj napiše. Drugače pa opazujemo življenje okoli sebe. Hodimo v domu starelih potrebne, hodimo k otrokom, če nas povabijo. V glavnem želimo delati in ustvarjati tako, da bi povezovali vse dobro misleče, dobro hoteče ljudi, pa naj so to otroci, mladina, starejši, zreli ljudje, ker mislim, da v tem je čar in bogastvo življenja, kakšen si do sočloveka. In če si dober, če si pripravljen pomagati, pa tudi kaj zastonj narediti, mislim, da taka družba bo lahko uspela. Tako so tudi tokratno prireditev popestrili številni nastopajoči, od tistih najmlajših do tistih malo starejših. Posebni gosti večera pa sta bili soproga prvega predsednika države Štefka Kučan in varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik. Bilo je kar nekaj pogajanj na to temo, ampak vabilo in vztrajnost organizatorke pravzaprav je bila tako močna, tako opremljena z energijo, da sem rekla, moram pa res iti pogledati, kaj je tukaj na Mirni, da si tako želijo, da pridem tudi jaz. To je bil eden lepših večerov, ki sem jih doživela v tem letu, pa verjetno tudi še kakšno nazaj bi lahko rekla. Toliko spontanosti, toliko iskrenosti, toliko dobre volje ne srečam vsak dan in hvala za to priložnost vsem, ki so sodelovali. Ta dogodek je posvečen nečemu zelo lepemu, medsebojnemu spoštovanju in še zlasti spoštovanju žensk, ženskega dela, ženske ustvarjalnosti, tudi lepega, kar v življenje prinaša ženska. Jaz sem bila veselo presenečena nad visoko kultiviranostjo predstave, sestavljeno iz vseh generacij, medgeneracijsko. Lahko te vedno razveselijo otroci, ker so pač rosno mladi, ampak ko vidiš, kakšen je odnos otrok do upokojencev in drugih mladih literatk, literatov, jaz sem bila presenečena nad njihovo izjemno dikcijo, zgovornostjo, tudi sestavo pesmi, pripovedi, tako da sem bila prav vesela, da sem bila na tem dogodku. Za presenečenje je preskupilo občinstvo. Na Mirni ni navada, da je toliko obiska kot je zdaj. To nas ohrabruje in daje pogum za naprej. Mirnske literatke sicer svoje delo predstavljajo na številnih dogodkih in proslavah. Potem tudi izven meja občine Mirna, Trebnje, gor na Gorenjskem smo se povezali tudi z enim društvom. Potem literati Dolenjske in Bele krajine
smo bile tudi zdaj en dan v Novem mestu, so pa knjigo izdale, tako da kdor nas želi, nas lahko dobi. Ali v živo, ali pa samo z našim izdelkom. To je pesem ali proza. V Mirnskem društvu upokojencev dajejo sicer kulturi velik poudarek. Ena iz močnejših skupin oziroma sekcij, ki delujejo v društvu, je kulturna skupina, ki ima precej razpredne zadeve. Imamo mešani pevski zbor, ženski zbor, moški zbor, potem ta vizij in pa dramsko sekcijo. Kulturna skupina sicer nastopa v Sloveniji, pa tudi zunaj meja. Tako vsako leto načrtujejo obisk Slovencev v tujini. Letos nameravajo obiskati Banja Luko. Več skrivnosti ni med nama, znane